V mariborskem starem mestnem jedru bo prihodnjih 8 dni spet živahno. Ljudje na hoduljah, srednjeveški lokostrelci, gibčne plesalke s kačami so danes Mariborčane popeljali v festivalsko obdobje letošnjega Špasfesta. Na Grajskem trgu je dobro popotnico v festivalu zaželel tudi župan mestne občine Maribor Franc Kangler, med občinstvom pa je bilo zaslediti tudi nekaj znanih obrazov slovenske politike. O tem, kaj vse ponuja letošnji Špasfest, pa z organizatorico Tatjano Mileta. Letošnji festival smo pripravili največ 7 dni smeha in zabave, med drugim pa tudi na različnih prizoriščih, različne kulturne dogodke, seveda za različne generacije, od najmlajših do najstarejših. Organizatorji so poskrbeli tudi za najmlajše, ki so na Trgu svobode že razvijali svojo ustvarjalno žilico. Ti je všeč tukaj? Ja. Kaj pa delaš tu vse? Skredam in rišem, pa da mi je zelo všeč. In kaj si že narisala? Eno stolpnico, to je pa taka stolpnica. Podali smo se tudi na Aronovo srednjeveško tržnico, kjer smo si ogledali srednjeveške obrtnike pri upravljanju svoje obrti. Izdelujemo tele copate, največ take, ki so bolj tako ročno, to so včasih delali, ne? Tudi zdaj se že poslužujemo drugih stvari, ne? Ampak v glavnem prikazujemo to, kar si delalo ročno. Na Grajskem trgu smo srečali tudi srednjeveškega lokostrelca, ki nam je pokazal, kako vešč je z lokom in puščico. Kaj predstavljamo? Lahko si pač ogledate, od usnjarstva do izdelkov iz keramike, potem imamo tudi lokostrelstvo, pa 400 let stare statve, kako so včasih tkali na take statve, potem imamo zeliščarstvo, izdelke iz sena, glavnem stare obrti, katere so bile nekje v srednjem veku. Za konec pa smo ujeli še ples s kačo.